Torej, zadnjič smo si pogledali, kako rišemo množice točk v koordinatnem sistemu. Danes pa si bomo pogledali grafe različnih funkcij, nekatere poznate, nekatere ne. Pravzaprav si bomo danes pogledali dva grafa funkcij. Kasneje se bomo seveda ukvarjali z linearno funkcijo, ampak da bomo uspešni pri načrtovanju grafa linearne funkcije, je fajn, da znamo narisati tudi kakšen drugi graf. Začeli bomo z f od x je x na kvadrat minus 1. Za nalašč sem dodala še ta minus 1, ker x kvadrat imate že v učbeniku, tudi zadnjič smo si ga pogledali na Desmosu. Dajmo pa tukaj zdaj prav z sestavljanjem tabele pogledati, kako bi načrtali ta graf. Torej, zapišemo si neodvisno spremenljivko x in računamo torej f od x. Za x bomo vzeli korak od minus 2, minus 1, tukaj med minus 1 in nič bomo dodali še minus 1 polovica, torej nič, 1 polovica, 1 in še 2. Kako torej zdaj dobimo koordinato y, grafa te funkcije, če imamo izbrane te x-e? Torej, poglejmo si najprej prvega, f od minus 2. Kaj naredi ta funkcija? Če imamo x minus 2, ga enostavno vstavimo v ta funkcijski predpis, torej minus 2 na kvadrat, minus 1, in zračunamo. Minus 2 na kvadrat je 4, minus 1 je 3. To pomeni, da ko je x minus 2, je f od minus 2 3. Torej, prva točka, ki smo jo dobili in bo ležala na tem grafu, je minus 2, torej abscisa minus 2 in ordinata 3. Jo lahko tudi že kar narišemo prvo točko. Enako bi nadaljevali zdaj z drugo, torej f od minus 1. Ne pozabiti na oklepaj, kadar imamo potenco, moramo dati število, negativno število v oklepaj. Minus 1 na kvadrat je 1, 1 minus 1 je nič. Torej, ko je x minus 1, je y nič. Lahko naredimo takoj tudi drugo točko, torej minus 1 je tukaj, nič y, torej ne gremo ne gor ne dol, ostanemo kar na abscisni osi. V koordinatnem sistemu manjka še oznaka x in y. Zdaj za ostale ne bom toliko na dolgo, lahko kar na pamet, torej minus 1 polovica na kvadrat je 1/4, 1/4 minus 1 je minus 3/4. Priporočam, da tudi točke sproti vrisujete. Vrišemo torej naslednjo točko. Ko je x minus 1, je y minus 3/4. Zdaj tukaj bomo na približno naslednjo točko narisali. In naprej, ko je x nič, torej x na kvadrat je nič, minus 1 je y minus 1. Imamo torej nič in minus 1. Gremo naprej. 1 polovica na kvadrat je spet 1/4, minus 1 je minus 3/4. Vidimo, da se tukaj ponovijo vrednosti. 1 na kvadrat je 1, minus 1 je nič. Nisem vrisala točke, torej eno imamo tukaj, naslednjo imamo tukaj. In še zadnja, 2 na kvadrat je 4, minus 1 je 3. In dobimo tudi, ko je x 2, je y 3. Vidimo zdaj, da so se nam tukaj pokazale že točke, ki jih bomo povezali. Vidimo pa, da si z geotrikotnikom ne moramo dosti pomagati. Če bi hotela povezati recimo to in to točko, tako bo lažje videti, torej, če bi ti dve točki hotela povezati, vidim, da ti dve ne padeta gor. Ne gre za premico, gre za drugačno krivuljo. Poskušamo čim bolj natančno narisati. Torej, kako si te točke sledijo.
s prosto roko seveda, ne gre drugače. To je kvadratna funkcija, ki v tem primeru nima izhodišča v nič, ne, ker smo jo malo premaknili. To je sicer kasnejša snov, ne pride še letos dosti v poštev, gre bolj za to, da znamo sestaviti tabelo iz funkcijskega predpisa, da vzamemo tudi neke primerne korake in jih potem, ko imamo izračunane vrednosti y, tudi zapišemo, torej narišemo v obliki točk in povežemo v graf. Druga funkcija, ki si jo bomo pogledali, pa je funkcija obratnega sorazmerja. Če se spomnite, smo zapisovali pri obratnem sorazmerju, da je y neka konstanta vlomljeno x, torej nek c vlomljeno x. Tukaj si bomo za c izbrali recimo 4. Torej si zapišemo funkcijo f od x je 4 vlomljeno x. To je zdaj naša funkcija. In podobno kot smo tukaj sestavili tabelo, jo bomo tudi tukaj. S tem, da bom za x izbrala malo drugačne korake, da nam bo čim lažje računanje. Glede na to, da x izbiramo, bom izbrala take, da bojo lepo se delili s 4. Torej lahko si izberem -4, -2, -1, pa dajmo še nič, 1, 2 in 4. Ter spodaj bomo spet računali f od x podobno kot prej. Dajmo najprej na dolgo, da vidimo, kaj točno se dogaja. F od x, zapišemo našo funkcijo, naš funkcijski predpis pravzaprav, 4 vlomljeno x. In vnesemo prvi x, ne? Torej f od -4 je 4 vlomljeno -4, kar je -1. Torej, ko je x -4, je y -1. Dobimo že prvo točko, ko je x -4, je y -1. Nadaljujemo f od -2 je torej 4 vlomljeno -2, kar je -2. Torej, ko je x -2, je y -2. Dajmo kar na pamet še naprej. Torej, ko je x -1, 4 vlomljeno -1 je -4. Torej, ko je x -1, je y -4. Dajmo si pa pogledati zdaj za nič. F od nič. Zapišemo 4 vlomljeno nič. Zdaj tukaj nastane relativno majhen problem. Vemo, da z nič ne smemo deliti. Ne? Z nič ne smemo deliti. In zato pač ne bomo dobili nobene vrednosti in pustimo prazno, torej oziroma napišemo črto. Potem nadaljujemo za 1, ko je x1 je pač 4 deljeno 1, 4. Torej, ko je x1 je y4. Ko je x2, 4 deljeno 2 je y tudi 2. Torej 2, 2. In ko je x4, je y4 deljeno 4, 1. Pravi, ko je x4, je y1. Ves čas računamo s pomočjo funkcijskega predpisa. Zdaj vidimo, da dobimo točke v prvem in tretjem kvadrantu in jih na nek smiselen način ne moremo povezati. Če pogledamo samo te zase, vidimo tudi, da niso v obliki premice, ampak če se spomnite obratnega sorazmerja, gre za hiperbolo. Hiperbola je krivulja, ki se približuje koordinatnima osema, ampak se ju nikoli ne dotakne. To je en del hiperbole, ki smo ga imeli tudi pri obratnem sorazmerju. Obstaja pa tudi drugi del hiperbole, ta je v tretjem kvadrantu in se ravno tako približuje koordinatnima osema in se ju tudi nikoli ne dotakne. Zdaj, tukaj smo lahko bolj ali manj natančni pri risanju. Jih bom samo še poudarila. Torej, to je res pomembno pri načrtovanju grafov, da znamo pravilno izračunati vrednosti, predvsem kako
iščemo vrednost odvisne spremenljivke. Neodvisno pa si tudi najbolje izberemo v takih korakih, da nam je računanje čim lažje.